V petek sta Kmečka zadruga Krško in družba Kostak pod grajskimi oboki kleti Krško gostili že 13. martinovanje, ki ga tradicionalno prirejata za poslovne partnerje, predstavnike občin in drugih organizacij ter sodelavce. Prijetno neformalno srečanje so tudi letos pospremili z glasbo, dobrodelnostjo in blagoslovom mladega vina. Druženje ob martinovem ima že tradicionalno tudi dobrodelno noto. Družba Kostak in Kmečka zadruga Krško sta v okviru letošnjega dogodka z donacijo v višini 500 evrov razveselila društvo Sožitje Krško. V imenu društva za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju je donacijo prevzel predsednik Bojan Cizelj. Poleg donacije pa je Miljenko Muha v imenu družbe Kostak društvu Sožitje predal tudi podpisane vratarske rokavice Jana Oblaka. Minuli vikend so se člani športnega društva Plavalček udeležili tekmovanja v paraplavanju Sarajevo Open. Tekmovalo je 90 športnikov invalidov iz 7 držav. Plavalčki so bili zelo uspešni, saj so priplavali kar 10 kolajn. Jan Šlogar je na 50 metrov prsno, prosto in hrbtno osvojil 3. mesto. Miha Pavlič na 100 metrov prsno in 100 metrov prosto 2. mesto, na 50 metrov prosto pa 3. mesto. Rok Slapšak je osvojil 3. mesto na 50 metrov delfin, prosto in prsno, Maj Režman pa je na 100 metrov prsno osvojil 2. mesto. Na 21. mednarodnem karate turnirju v Poreču, kjer je nastopilo 300 tekmovalcev iz 40 klubov iz 4 držav, so mladi karateisti uspešno zastopali barve kluba borilnih veščin Sevnica. S pravo mero borbenosti in vztrajnosti so se v športnih borbah na zmagovalne stopničke zavihteli 4-krat, žal pa ostali brez najžlahtnejše zlate medalje. Članica šahovskega kluba Triglav Krško Larisa Kuhar se je v Turčiji udeležila svetovne šahovske olimpijade za mlade do 16 let. Igrala je v odprti konkurenci na drugi šahovski plošči v ekipi, kjer so igrali na 4 šahovskih ploščah. V močni tekmovalni konkurenci na drugi plošči je osvojila 3 točke od možnih 9, kar je zelo lep rezultat.